nevrološke klinike, in pa primarijka Tatjana Rijavc, podpredsednica Društva bolnikov s to nikoli nisem vedel povedati, kako se reče, vaskularnimi boleznimi. Najprej nekaj takih tehničnih podrobnosti. Konferenco bomo snemali, če bi kdo ne želel se videti na tem posnetku, naj preprosto ugasne kamero. Prosil vas bi tudi, če bi vsi, ki ne boste oziroma ne bomo govorili, imeli izklopljene mikrofone, zato da ne bi prihajalo do različnih šumov. Dogovorili smo se tako, da bodo uvodničarji najprej povedali svoje uvodne misli, potem pa bo možnost za vprašanja, za diskusijo, in sicer ta možnost je, v načelu sta dve možnosti, in sicer taka, da tam v spodnji vrstici pod reactions, kot piše, pritisnite roko in bom jaz videl, da ste pritisnili roko in vam dal besedo, ali pa da, če ne želite direktno v eter govoriti, pa da napišete v chat svoje vprašanje in bodo odgovarjali naši govorci za to. Prav, torej prvi ima besedo primarij Matija Cevc, predsednik društva. Izvoli, predsednik. Ja, hvala lepa za besedo in tudi z moje strani pozdrav vsem, ki ste se udeležili današnje tiskovne konference. Jasno, možganska kap, kot gotovo vsi veste, je velik problem v naši družbi in zato ni odveč, da vedno znova opozarjamo na akronim GROM, ki pomeni pravzaprav prvi pokazatelj, da se nekaj pri nas dogaja. Skratka, če imamo neko težavo z govorom, če nam oslabi roka ali noga, če se nam povesi ustni kot, to so opozorilni znaki za možgansko kap oziroma da se nekaj dogaja. Pomembna je pa tudi črka M, ki pomeni minute oziroma čas, ko mi odreagiramo na te opozorilne, na te znake. Ni zaman, da je letošnje geslo pravzaprav minute lahko rešijo življenje, saj je zadnje leto in pol povzročilo marsikatero težavo, ko ljudje zaradi strahu in psihoze ob covidu niso pravočasno prišli do zdravnika in s tem povezane ustrezne pomoči. Tisto, kar bi pa danes rad dodatno opozoril, je pa to, da imamo lahko tudi opozorilne znake, ko se od akronima prvi 3 črke pokažejo samo prehodno. Tudi tega ne smemo zanemarjati. Tisto, če nam za nekaj minut malo zmanjka govora, pa rečem, saj to ni nič hudega, narobe. Tudi to je pomembno, tudi takrat je treba iti čim prej k zdravniku, da se izpeljejo nadaljnji postopki diagnostike in eventualno tudi zdravljenja, saj je to lahko opozorilo, da se pripravlja nek večji dogodek, ki nas bo lahko presenetil recimo v spanju in bomo zamudili tisti čas, ki je potreben, da pravočasno odpravimo motnjo v pretoku krvi skozi možgane in posledično okvaro možgan. Mi vemo, da je to okno zelo kratko, samo tam 4 ure, 4 pa pol. V tem času je treba to prepreko odstraniti, da bi se možgani dobro prehranjevali naprej in da ne bi prišlo do prevelike okvare. Sočasno s tem pa je treba, vsaj po mojem mnenju, opozoriti še na nekaj drugega. Seveda možganska kap, taka ali drugačna, ima dostikrat tesno povezavo z drugimi kroničnimi in nenalezljivimi boleznimi. In tudi na te je treba vedno znova misliti. Neurejen krvni tlak, slabo urejena sladkorna bolezen, motnje v presnovi maščob in zlasti tudi neredno utripanje srca, to so vse tista stanja, ki pomenijo dodatno ogroženost, ki pomenijo pravzaprav nevarnost, da bo prišlo tudi do možganske kapi in vse, kar iz tega izhaja. Zaradi tega je nujno potrebno tudi na to vedno znova misliti. In še tretja reč, ki je po mojem zelo pomembna in na katero premalo opozarjamo, je to, da mi
vse ta stanja, vključno tudi z možgansko kopjo, znamo zelo dobro zdraviti. Dejstvo pa je, da je jemanje zdravil med bolniki, ki imajo recimo povišan krvni tlak, povišane maščobe, povišan krvni sladkor, zelo, zelo neredno. Zaradi tega je tukaj na mestu ena pomembna stvar, ki se pa tiče bolj nas zdravnikov, da se z vsakim bolnikom, ki ima katero okoli od teh stanj, dejansko pogovorimo in naredimo načrt, kako bo ta bolnik zdravila jemal in kako redno jih bo jemal. Gre namreč za to, da številne raziskave kažejo, da približno po 6 mesecih kar polovica bolnikov opusti katero od zdravil, ki so namenjena zdravljenju teh kroničnih nenalezljivih bolezni, s čimer spet povečajo svojo ogroženost. Znano je, da takoj po dogodku so bolniki bolj dojemljivi, so bolj skrbni in se tudi še kar držijo, ampak bolj, ko se čas od dogodka odmika, slabše je sodelovanje oziroma pozornost bolnikov in zaradi tega je verjetno tudi zelo pomembno, da imamo take dneve, kot je dan možganske kapi, svetovni dan možganske kapi, ker vsaj ob teh trenutkih mi spomnimo vse te, ki imajo taka stanja, da je to resna zadeva in da je skrajno neresno, če ustreznih zdravil ljudje ne jemljejo. In zaradi tega pravzaprav smo tudi hvaležni vam, predstavnikov medijev, da ljudi opozarjate, da jih spomnite na potrebo tako za upoštevanje zdravega življenjskega sloga, s katerim pravzaprav mi lahko marsikatero od kroničnih nenalezljivih bolezni skoraj odstranimo. Ve se, da velik delež sladkornih bolezni ali pa motenj v presnovi maščob, pa tudi povišanega krvnega tlaka je povezan recimo z prekomerno prehranjenostjo, odnosno z debelostjo. Ljudje, ki shujšajo, imajo bistveno bolje urejen, včasih celo spet normalen krvni sladkor, izboljša se jim povišan krvni tlak, izboljšajo se jim povišane maščobe, kar vse pravzaprav deluje koristno v okviru preprečevanja tudi možganske kapi in seveda tudi vseh drugih srčno-žilnih bolezni. Možganska kap je namreč del te velike skupine, ki je še vedno največji morilec Slovenk v Sloveniji. Pri Slovencih, pri fantih je nekoliko bolje. Leta 2019 je umrlo zaradi srčno-žilnih bolezni 31% vseh smrti je šlo na račun teh bolezni, medtem ko med ženskami pa kar 45%. Torej, čaka nas še velika pot, dolga pot, trdneva pot, pa predvsem prepričevanje ljudi, da je potrebno biti pozoren na znake, tudi opozorilne znake in se začeti zdraviti čim prej, ker s tem bomo naredili največ koristi. Če začneš te kronične nenalezljive bolezni zdraviti, se pridobi za moške tam okrog 5 let zdravega življenja, za ženske pa kar 10 let. Se pravi, res se to splača, ker danes sicer naša pričakovana življenjska doba je kar dolga, vendar pa mora biti tudi zdrava, ne pa invalidna. Samo toliko. Hvala lepa. Hvala primarju Cevcu in besedo dajem docentki doktorici Janji Pretnar-Oblak. Izvolite. Hvala za besedo. Skratka, najprej lepa hvala za vabilo. V bistvu sem vedno znova vesela, da ste tako aktivni v vašem društvu in konec koncev tudi, da je v resnici zanimanje ljudi, tudi javnosti za takele dogodke kar znatno. Tako da načeloma, tako kot vedno razlagam, v resnici vse se pravi, kar se tiče bolezni, kot je možganska kap, se vse začne in konča pri tem, da pravzaprav zdravimo vsak dan bolnika, da dejansko zelo sistematično in skrbno nadziramo vse te dejavnike tveganja in jih zdravimo takoj, ko je to mogoče. Načeloma bi danes na tem mestu predvsem povedala, da je bilo zelo veliko že v preteklosti povedanega na temo tega, da smo ratali veliko boljši
oziroma vsi, pač cel naš slovenski narod, veliko boljši, kar se tiče prepoznave možganske kapi. To, da imamo na avtobusnih postajah povsod ta grom izvešen, da dejansko vsak ve, da je potrebno priti k zdravniku relativno, praktično takoj, ko se pojavljajo taki simptomi. Se prav, kar se tega tiče, smo kar pridni postali, vse več ljudi tudi zdravimo v neki akutni fazi. Skratka, druga zadeva, ki bi jo pa tudi na tem mestu omenila, je, da pravzaprav smo morda premalo pozornosti namenili temu, da možganska kap lahko nastopi tudi včasih, če je na takem področju, oziroma če je prizadeta taka žila, tudi sorazmerno neopaženo. Teh možganskih kapi v resnici se pojavi v populaciji seveda zelo veliko, rečemo, da ima bolnik bolezen malih žil, in sam se tega niti ne zaveda, v končni fazi pa dejansko take male mikrokapi povzročijo kognitivni upad, lahko so ti bolniki tudi drugače prizadeti, lahko težje hodijo, lahko tudi v končni fazi postanejo depresivni. Se pravi, gre za pravzaprav kapi, ki so dovolj majhne ali pa so pa na takih področjih možganov, kjer jih mi težje sami opazimo, kjer jih bolnik tudi težje sam opazi in jih vidimo šele z neko slikovno diagnostiko kasneje, najpogosteje to z neko magnetno-resonančno tomografijo zelo dobro prikažemo. In kar se pojavi v končni fazi, nam seveda ni všeč, ampak dejstvo je, da ti bolniki so nekako prizadeti, predvsem je ta kognitivni upad zelo izrazit in, kot sem prej omenila, neke take ostale stvari, kot so motnja hoje, pa lahko depresija in lahko tudi še kakšen drug simptom. Se pravi, kako take kapi preprečimo? Zagotovo ni nobena velika znanost, da pač pri teh bolnikih je ravno tako potrebno biti zelo pozoren, ravno na te dejavnike tveganja, kot so arterijska hipertenzija, ki je številka 1, ravno dejavnik tveganja za nastanek teh malih kapi. Potrebno biti zelo pozoren na sladkorno bolezen in na lipide v krvi, ki jih je potrebno zelo skrbno nadzirati. Nizke vrednosti so potrebne pri teh bolnikih. Skratka, v resnici gre za to, da v večini primerov takega bolnika ne moramo zdraviti z nobeno drugo terapijo. Na voljo niso ne neke žilne opornice, ne operacije, ne nič takega. Se pravi, smo na področju se pravi, malega lumna, teh male dimenzije takih žil in vse, kar lahko naredimo, je zelo skrben nadzor dejavnikov tveganja na dolgi rok. Namreč raziskave so pokazale, da če imamo takega bolnika, ki je imel take ishemične okvare možganovine, v resnici, če pustimo te dejavnike tveganja nenadzorovane, zagotovo bo imel čez nekaj let bistveno večjo nevrološko prizadetost, imel bo večji kognitivni upad in več težav in tudi z magnetom dokazano več teh lezij v možganovini, kot če ga bomo ustrezno zdravili. Se pravi, da bomo v resnici vse te dejavnike tveganja zelo skrbno nadzirali. Tako da kaj zdaj lahko povem na koncu, kar se tega tiče. Dejstvo je, da to vsekakor ni neka, da želimo delati paniko glede tega, ampak v resnici zdravljenje dejavnikov tveganja bo na ta način, da teh bolezni malih žil, da bomo te bolezni malih žil preprečili in v resnici preprečili na ta način nastanek demence. Tega ne smemo pozabiti, se pravi, ne samo, da bomo preprečili večjo kap, ki bo povzročila invalidnost na dolgi rok, preprečili bomo te tudi manjše kapi, bom rekla, na nek način staranje možganov, mikrokapi namreč se, bom rekla, ali pa neke take male ishemije ali pa male poškodbe možganov se sicer seveda s starostjo, rekla, skoraj pri vsakem pojavijo,
ampak dejansko bomo njihov nastanek in njihovo napredovanje zelo, zelo upočasnili z skrbnim nadzorom dejavnikov tveganja. Tako da prav na tem mestu in zato, ker nas večino zelo skrbi in bi v končni fazi, če si česa ne želimo na stara leta, je to, da smo v resnici dementni oziroma da nam začne ta naša kognicija, ki nas pravzaprav pred vsa ostala živa bitja pravzaprav postavlja. Če želimo to ohraniti, zagotovo najpomembnejše, da zdravimo vse dejavnike tveganja zelo skrbno. Da pač se odpravimo in pri zdravniku preverimo laboratorijske preiskave, pogledamo, kakšen je holesterol, pogledamo sladkor in to delamo na redne intervale, kot tudi seveda redno nadziramo krvni tlak v domačem okolju. Posebej še je to pomembno za ljudi, ki že imajo malo kognitivnega upada, dokazano je celo, da bo Alzheimerjeva bolezen precej počasneje napredovala, če bo nadzor krvnega tlaka zelo skrben. Tako da toliko z moje strani, danes morda malo drugače in mogoče tudi na koncu za kakšno dodatno vprašanje, ker pravzaprav te teme se niti nismo lotili. Je pa v populaciji, se pravi, vse več starih ljudi in bom rekla incidenca kognitivnega upada, ne samo možganske kapi, se v resnici veča, to je neka epidemija modernega časa. Tako da hvala lepa z moje strani. Hvala lepa, to je samo še en dokaz, da ima kap tudi številne obraze, kot pravijo. Besedo ima sedaj primarij Tatjana Erjavec, izvolite. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz sem se odločila, da bi danes predstavila, na kakšen način smo se v bistvu spoprijemali in se še spoprijemamo s povezovanjem bolnikom in pa nudenje določenih programov takrat, ker delovanje v živo ni bilo možno. Glavno ocenjevanje uspešnosti zdravljenja možganske kapi, pa ne samo tudi možganske kapi, ampak tudi drugih bolezni je seveda z zdravstvenega in medicinskega vidika. Seveda razumljivo, pomembno je, koliko življenj, koliko se je zmanjšala umrljivost, pomembno je tudi, koliko so se zmanjšale funkcijske okvare posameznih bolnikov glede na nove načine zdravljenja. Vendar pa še kljub temu premalo govorimo o življenju po možganski kapi, torej o tistih bolnikih, ki s posledicami možganske kapi živijo desetletja in desetletja, nimamo pa ustvarjenih nekih standardov, kaj pravzaprav potrebujejo in v posameznih obdobjih po možganski kapi. To je kakovost življenja z boleznijo. In na to kakovost smo poskušali vplivati tudi v čase pandemije in to s tem, da bi bolnike povezovali oziroma jim nudili vsaj minimalno tistih programov, kar smo jih zagotavljali v normalnem načinu življenja. V prvem valu smo seveda se opirali predvsem na telefonske pogovore, na SMS in pa elektronsko pošto in naša glavna naloga je bilo, da smo odgovarjali bolnikov, da smo jih potolažili, da smo dajali informacije in nekako vsi čakali na to, da se naslednji val oziroma zapora države ne bo ponovila. Pa se je. In takrat smo si bili jasnem, da bo življenje od takrat naprej potekalo nadaljavo. In rekli smo si, dobro, če otroci zmorejo, zakaj pa ne bi mogli tudi mi. In takrat se je istočasno pojavila tudi cela vrsta programov fizioterapije, pa tudi drugih telesnih aktivnosti, ki so jih ponujali različni ponudniki. Mi smo naredili selekcijo in smo v bistvu izbrali tiste programe, ki so bili varni in ki so bili tudi primerni za naše bolnike. Odzivnost naših bolnikov je bila sorazmerno slaba. Na takšen način so se vključevale dve skupine po 14-dnevne programe fizioterapije. Še najbolj med temi aktivnostmi je zaživela gibalno-plesne aktivnosti, ki potekajo še danes, vendar moram tu pripomniti, da je vodja teh delavnic oseba, ki je delala z bolniki že prej. Potem smo razmišljali, na kakšen način
bi v bistvu lahko nadomestili mesečna srečanja, ki so jih imeli bolniki po Sloveniji v vseh klubih. Pa smo rekli, bomo dali predavanja in pogovorja enkrat mesečno preko Zoom aplikacije. Prosili smo tudi svojce, da pomagajo našim bolnikom, da se bodo lažje priključilo. Vendar se je izkazalo, da je tudi tukaj odgovor bil slab, pravzaprav slab, priključilo se je približno do 35 bolnikov na posamezno predavanje. Mene, zdaj tisti, ki živijo z boleznijo možgansko kapjo, zato ni bilo presenečenje, da je ta odzivnost sorazmerno slaba. Mi pa, ki smo nekako snovali te programe, smo bili pa kar razočarani. Ampak kar se je pa izkazalo, je bilo pa to, da so ti programi primerni za tiste, ki so mlajši, tisti, ki so imeli že stike z računalniki ali pa pametnimi telefoni, in ti so se dobro organizirali. Še danes v določenih klubih obstajajo klepetalnice vsak teden, s katerim se bolniki med sabo povezujejo in nekako izmenjujejo izkušnje. Vendar smatramo ali pa vemo, da bo ta skupina postala vedno močnejša. Vemo, da prihajajo bolniki, ki so rojeni v dobi računalnikov, na drugi strani pa tudi v rehabilitacijske programe navidezna resničnost vedno bolj stopa skozi odprta vrata. To se pravi, da bojo z veščinami pametnih telefonov in računalnikov bolniki bolje osveščeni že v času rehabilitacije. Obstaja pa seveda ena ogromna skupina bolnikov, za katere pa vemo, da takšne načine izobraževanja ali pa komunikacije ne bodo zmogle. To so starejši s takimi funkcijskimi motnjami, da niti ne morejo upravljati računalnikov, so taki, ki imajo motnje pozornosti, vida, sluha in pa koncentracije. Pri teh pravzaprav takšne povezave pa programov ne moremo pričakovati. In ko smo naredili anketo med našimi člani, se je izkazala, da je na prvem mestu medijev, ki jih spremljajo, televizija. In naša želja pravzaprav je, da bi preko televizijskih postaj, ki obsegajo morda celotno Slovenijo, dobili neke nekomercialne minute, da bi lahko imeli redne izobraževanje ali pa podporo bolnikov, na drugi strani pa tudi osveščanje javnosti o tem, kaj pomeni možganska kap, na kakšen način lahko pomagamo in koliko lahko v našo organizacijo vključujemo tudi prostovoljce. Predvsem zato, ker se mi zdi, da življenje ni samo mladost, lepota, uspešnost, denar, da se ne prikazujejo samo igle, pa morda tudi protesti, ampak da se pokaže, s kakšnimi težavami se srečujejo najrazličnejši bolniki, in znanje o tem bi veliko pomagalo tudi na kakovosti življenja naših bolnikov. Hvala. Hvala lepa. No, to je zanimiva pobuda, jo bomo naslovili seveda na tiste, ki pripravljajo televizijske programe. Zdaj pa, kot smo najavili, mikrofon je vaš, včasih rečemo vprašanja. Imamo v chatu že eno vprašanje. Vas prosim, govorce, če si ga preberete, če vsem ponovim, ali so bolniki s sladkorno boleznijo ali srčnim popuščanjem oziroma katero drugo boleznijo bolj ogroženi, da jih doleti možganska kap. In če ja, kako se temu bremenu lahko izognejo? Kdo bo odgovarjal? Kdorkoli, zato ker pravzaprav to smo že prej povedali, tako jaz kot tudi docent Pretnarjeva, da seveda tisti hipertoniki, tisti, ki imajo že znano srčno-žilno bolezen, ki se dostikrat kaže tudi za nerednim utripom, te definitivno so bolj ogroženi, sladkorni bolniki so bolj ogroženi, tisti z visokimi maščobami so bolj ogroženi. To je jasno. Kaj narediti?
te dejavnike ogroženosti zmanjšati na minimum. Se pravi, urejen krvni tlak, urejena sladkorna bolezen. Pri tistih, ki imajo nereden srčni utrip, jemanje zdravil za redčenje krvi, kot se po domače temu reče. To so tisti ukrepi, ki zmanjšajo nevarnost, da bi do takih zapletov prišlo. Enostavno, ampak spet ne tako enostavno, ker, kot sem povedal, žal imajo bolniki tudi krajši spomin, da hitro pozabijo, kakšne težave so imeli, če ne trajajo naprej in nehajo jemati ta nujno potrebna zdravila, ki drastično zmanjšajo ogroženost. Toliko z moje strani, mogoče bi še dr. Pretnarjeva imela kaj za dodati. Ja, zagotovo. Mislim, sladkorni bolniki so, bom rekla, izjemno ogroženi. Predvsem je treba to omeniti, da tudi, ne vem, morda včasih ne čutijo, če imajo kakšne težave s srcem. To je neka taka, bom rekla, dosti specifična zadeva in morda ni nujno, da z moje strani pride, jaz sem vsem nevrolog, ampak načeloma včasih se ne zavedajo, da imajo že neke težave z stenokardijami, včasih tudi ne čutijo atrijske fibrilacije in tako naprej. Poleg tega so pa dejansko zelo ogroženi tudi sladkorna bolezen, zelo pospeši vse aterosklerotične procese, ki so že itak prisotni v telesu, vključno tudi s to boleznijo malih žil, ki pravzaprav se zelo poslabša. Včasih imajo ljudje že prej neke dejavnike tveganja, pol pa s starostjo dobijo še sladkorno in se v končni fazi vse stvari zelo poslabšajo. Tako da zagotovo, se pravi, redne kontrole so potrebne tudi pri človeku, ki je prepričan, da ima sladkor, pa vedno je imel sladkor normalen, ampak bom rekla na redne intervale, testiranje in zdravljenje, takoj ko je to mogoče. Pri sladkorni morda še to bolj treba poudariti, da ena izmed stvari, ki je enako pomembna kot zdravila, je to, da je seveda vnos hrane potreben, ki je pač kvalitetna, ne nekih takih prevelikih nihanj v koncentraciji sladkorja ne povzroča in da se redno prehranjujejo. Tudi telesna teža, o kateri je tudi govoril že primarij prej, dejansko včasih neko znižanje telesne teže lahko pravzaprav celo prepreči, ne bo potrebna sploh terapija z zdravili. Dieta in znižanje telesne teže včasih v nekih začetnih fazah že kar zadoščata. Morda bi bilo treba še to pomeniti, da še to poudariti. Sladkorna bolezen dejansko je, vsi vemo, zelo nekako seveda povzročena s tem, da imamo mi nek genetski zapis, neko predispozicijo za to, po drugi strani pa kaj smo jedli celo življenje. In v resnici, če bomo jedli zdravo, če bomo jedli tako, kot je treba, potem je velika verjetnost, da se morda niti ne bo razvila, se bo pa razvila kasneje. Tako da toliko, pa morda še dr. Erjavčevo še vprašamo, če bi ona morda še kaj imela za dodati. Dr. Erjavčeva, boste še kaj dodali k temu odgovoru? Mislim, da ne. Dobro, prav. Zdaj ne vidim več nobenega vprašanja v chatu, oziroma tudi nobene roke ne vidim. Jaz bi rad rekel takole, kot je že v navadi, bomo po novinarski konferenci pripravili sporočilo za javnosti, kjer bomo tole tematiko obdelali in bo dostopna kmalu po konferenci sami. Vsi novinarji boste dobili sporočilo v elektronski obliki. Rad bi povedal, da se oproščam, še eno vprašanje, kako vemo, da gre za tiho kap? Ali gremo takoj k zdravniku? Se me sliši ali ne? Sliši. Skratka, kar se tiče tihe kapi, po definiciji je seveda ne slišimo, ne čutimo. V resnici občasno nevrologi
prepoznamo znake tihe kapi, tako če pač prije bolnik k nevrologu, bomo prepoznali, da je morda nekaj takega v ozadju, nevrološki pregled, kognitivni upad posebne vrste, ljudje bolj taki upočasnjeni postanejo, tudi imajo motnje ravnotežja in kup takih težav je. Se pravi, takega bolnika bomo usmerili na neko slikovno diagnostiko, kjer se tako kap potem da dokazati, oziroma take mikrokapi da dokazati, z potem kasnejšim v rednem intervalu upravljanjem recimo tudi isti slikovni diagnostiki, pa lahko pol spremljamo, a se je to potem kaj zaustavil ta proces, a so nove kapi še prisotne ali ne. Druga zadeva, ki bi omenila, je pa, da velikokrat danes dejansko te mikrokapi, te male tihe kapi, odkrijemo na ta način, ker so ljudje iz kakšnih drugih razlogov opravili slikovno diagnostiko, CT ali pa včasih magnetno-resonančno tomografijo glave. In v resnici to je tudi nekako botrovalo temu, da vemo, da je tega v populaciji kar veliko in tudi s tem, bom rekla, študijam, ki so potem dejansko to v populaciji nadzirali, kako pogosto to je. Tako da tihe kapi morda ne bomo niti odkrili, morda niti ni zelo važno, da jo odkrijemo, veliko bolj važno je, da nadziramo tisto, kar lahko, se pravi krvni tlak, sladkor in tako naprej. Se pravi, da v resnici, če imamo mi populacijo, ki skrbi za zdravljenje dejavnikov tveganja, bomo imeli tudi teh tihih kapi manj. Tako na kratko. Hvala lepa. Upam, da ste zadovoljni tisti, ki ste postavili to vprašanje, oziroma tista gospa, ki je postavila vprašanje. Odgovorom. Sicer bi rekel takole, karkoli naredimo, kdorkoli kaj naredi za ozaveščanje prebivalstva o znakih možganske kapi, pa kako je treba ukrepati, je naredil nekaj zelo dobrega. Mi bomo te dni že spet, če lahko rečemo, okrasili Slovenijo s plakatom Grom po mnogih krajih. Jutri se, upam, z marsikom srečamo na Prešernovem trgu, ko bomo imeli ob svetovnem dnevu možganske kapi že spet eno od takih naših tradicionalnih prireditev. Večkrat nas vidite na Prešercu v Ljubljani, kjer bomo svetovali, ozaveščali, tudi merili nekatere dejavnike tveganja. Skratka, vabljeni vsi tja, predvsem pa bomo, če tako rečem, lovili slučajne mimoidoče že jutri. Do svetovnega dneva kapi je seveda še kar nekaj dni, ampak nič hudega, vsak dan je dan, ko moramo opozarjati na te nevarnosti in ko, jaz si se skoraj upam trditi, da Slovenci zdaj že kar dobro vemo, kaj grom pomeni. Vendar še vedno več tisoč ljudi doživi možgansko kap, in je pomembno, da znamo ukrepati, in mogoče je treba povedati tudi to, da se to strašno pogosto zgodi doma. In da ali nam ali komu naših najbližjih, in da je to tako, da je strašno pomembno, da znamo videti, spoznati, zakaj gre, in znamo hitro ukrepati. Ker drug seveda nam tu ne bo mogel pomagati. Je še kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče sam še to dodala pri temle gromu. Pri nas se večkrat zgodi, da nekdo reče, ja, če pa nimam teh 3 znakov, potem pa nimam kap, ne. Tako da je verjetno tudi zelo pomembno, da poudarjamo, da možganska kap lahko poteka tudi pod drugimi simptomi in da je pomembno, če ima nekdo motnje ravnotežja, če se zgubi nenadoma, če ima karkoli drugih simptomov, da se tudi oglasi pri zdravniku, no. Ker jaz sem imela večkrat tako izkušnjo, rekel, pa saj roko sem imel v redu, ne. Pa tudi drugih takih očitnih simptomov ni bilo, potem so počakali, da bo minilo, ne. Samo to. Ja, večkrat smo že rekli, ne, da ne smemo čakati, da bodo se pojavili vsi ti znaki. Dovolj je že eden, ne? In takoj ukrepati. Imamo še eno vprašanje.
Nujnost in roki dosegljivosti magnetne resonance elektroencefalografije je problem. Torej mnenje. Lahko kakšen komentar na to? No, skratka, jaz nisem zdaj nikakor ciljala in to je v bistvu tudi, mislim, ni bil danes moj namen, da rečem, da mora zdaj vsak Slovenec, se pravi, opraviti magnetno resonančno tomografijo in videti, kakšno je zdaj stanje teh tihih kapi. Ampak je bil moj, se pravi, namen opozoriti na to, da tudi če mi nimamo nekih znakov kapi takih, o katerih smo govorili, kot del groma, dejansko, če bomo imeli nezdravljene dejavnike tveganja, zagotovo so lahko tudi naše male žile prizadete. In edino, kar tam lahko naredimo, je, da zdravimo dejavnike tveganja. Se pravi, dejstvo je, da ni potrebe potem, da bi vsakmu delali magnetno resonančno tomografijo, zagotovo pa je potreba potem, da si vsak pogleda, kakšen ima tlak, da vsak ima na pol leta, leto določen laboratorijski izvid, kakšen ima sladkor v krvi, morda tudi kakšen je glikoliziran hemoglobin in kakšen ima holesterol in da v resnici ukrepa, če je to potrebno. In to je tisto, kar vam hočem povedati. Na ta način se bomo vsi bolje starali in na ta način bojo naše demence, če jih že imamo, počasneje napredovale. Tako da to. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, mnenje mogoče? Če ni, bili smo kar precej gostobesedni o problematiki možganske kapi. Večkrat se mi spustimo tudi na to tematiko, vsaj 2-krat letno. In kot smo rekli, grom je beseda, ki jo moramo vedeti, kaj pomeni. In ko prepoznamo te znake, moramo hitro ukrepati. Napovedal sem, da bomo zelo hitro tudi izjavo za javnosti dali, kar bo pomoč vsem tistim, ki boste na tak ali drugačen način pisali, poročali o problematike možganske kapi. Seveda so naši sogovorci tudi dosegljivi za kakšna dodatna pojasnila. V sporočilih za javnosti bodo kontakti sporočeni, tako da to lahko naredite in hvala vsem, ki širite, ozaveščate ljudi v Sloveniji o problematiki možganske kapi. Hkrati pa smo danes nakazali tudi na to, da je potrebna tudi kakšna druga reakcija. Eno je ozaveščanje ljudi, drugo pa recimo kaj spraviti na televizijo, v obliki to, kar je dr. Tatjana govorila Rjavčeva o kakšnih izobraževalnih oddajah oziroma o podpori bolnikom, še posebej v tem časih, ko bomo še naprej bolj, da ne bom rekel, taka zaprti, kar je malo neprijetna beseda v tem trenutku. In prepričani smo, da bo treba tudi na nivoju zdravstvenih oblasti še marsikaj postoriti, da bomo boljše obvladovali možgansko kap, predvsem pa njene posledice. Vprašanj več ni, zato hvala lepa govorcem, hvala lepa vsem, ki ste bili z nami in hvala vsem, ki boste o tem poročali naprej. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.